V petek 18. oktobra 2014 se je s slovesnostjo ob otvoritvi centralne čistilne naprave zaključil največji in finančno najzahtevnejši projekt občine Slovenske Konjice. Dela so se pričela v avgustu lanskega leta, zaključila pa letos oktobra. Celotna vrednost projekta je znašala 7.932.394 evrov, od tega je znesek evropskih sredstev 7.014.826 evrov. Slovesnost je svojo prisotnostjo počastil tudi minister za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, trenutna usmeritev ministrstva mislim, da je tudi znana, in to je, da je pred nami obdobje, kjer se bomo največ ukvarjali z vodami. V letu 2014 pripravljamo nov načrt upravljanja z vodami v državi Sloveniji. Država ga mora imeti, v tem trenutku imamo dva. To je za Podonavje in jadranski del Slovenije. 2015 potrebujemo novega in boljšega. Morali bomo odgovoriti na nekatere vprašanja, na katere sedaj nimamo odgovore. Mi v tem trenutku, ko preprosto vprašamo, kje so vse vodni viri in za kakšne namene so na razpolago, dobimo molk. Tudi jaz kot minister na to zelo enostavno vprašanje, ki je osnova vsega, kakšna je rezervacija vodnih virov v Sloveniji, v tem trenutku ne morem dobiti odgovora. Moramo pa dobiti odgovor, ker imamo mnogo izzivov. Seveda, prvi izziv so hidrološke suše. Mi v državi Sloveniji moramo zagotoviti, da vsak, ki živi v tej lepi državi, ima pravico do pitne vode. V tem trenutku tega v celoti ne zagotavljamo in to je prednostna politika okoljsko-kmetijskega ministrstva. Nadaljevanje te politike pa tudi znano. Umazana voda mora biti očiščena, preden se vrne v naravo. Poznate cilj, ki je cilj 95% priključkov na kanalizacijo in saj v tej občini bo ta cilj dosežen. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vse vas, ki ste tukaj prisotni, vas vabim, da smo v bodoče skupaj borci za ohranitev našega lepega okolja. Hvala. Kolegica Tjaša je naštela vse goste, še enkrat vsem skupaj prav lep pozdrav. Danes je za nas prav poseben dan. Spoštovani, ali se zavedamo, da se naša odgovornost do narave prične že v postelji? Človek je minljivo bitje kot gost na materi zemlji. In tako kot otroci mami povzročamo pri vzgoji težave, tako tudi človek povzroča zemlji sled svojih ravnanj težave, ki se kopičijo in vplivajo na zdravje planeta in s tem tudi samih ljudi. Da bomo lahko zaradi našega vpliva leto umilili, je zgradnja centralne čistilne naprave Slovenske Konjice zelo velika pridobitev, katera nas zavezuje, da jo bomo optimalno izkoriščali tako, da bo reka Dravinja od pričetka delovanja postala bistrejša. Centralna čistilna naprava je postavljena v okolje, kjer se že izvaja dejavnost ravnanja s surovinami, kar pomeni, da smo v čudoviti naravi, kjer z naravo delamo za naravo. Naša zaveza javnega komunalnega podjetja in s tem tudi moja, kot bodočega upravljavca je, da bomo s to napravo delovali odgovorno in očistili v maksimalni možni meri produkte občanov, ki bodo pripotovali po kanalizacijskem ožilju do naše centralne čistilne naprave. In tudi zato je danes prav poseben dan. Hvala lepa. Zdravo, čisto okolje. To je temelj za vse, kar se dogaja v naši družbi. In prepričan sem, da bo ta dan zapisan z zlatimi črkami v zgodovino Slovenskih Konjic in čez 3 tedne še v zgodovino Zreč. Tudi tamkaj bodo čez nekaj dni odprli čistilno napravo in od novega leta dalje bo ta Dravinja tekla bistveno drugačna od nas, nižje proti Poljčanam, Makolam in proti reki Dravi. Zato mi dovolite, da se ob tem, ko predajamo namenu, tudi v finančnem smislu izjemno zahteven projekt, kajti skupna številka je nekaj manj kot 8 milijonov evrov, od tega je samo izgradnja čistilne naprave nekaj centov manj kot 4,5 milijone, preostanek pa odpade na tistih 9,5 kilometrov in ostalih cevi, ki so bile položene v zemljo v zadnjem letu in pol.
Dovolite mi, da se zahvalim vsem, tako projektantom, vsem izvajalcem del, gradbenemu nadzoru in nenazadnje tudi skrbnici projekta na občini Slovenske Konjice, gospe Urški Udovičič, ki je skrbno bedela nad tem, da je vsak korak, vsako opravilo bilo storjeno v primernem roku in tudi plačano. Tudi še vedno plačujemo vse na rok, z izjemo, če se kakšen dan kje kaj zapelje, kajti čez Trojanski tunel včasih malo bolj počasi moramo voziti. Iskrena hvala vsem in prepričan sem, da bomo z veseljem se ozrli na ta objekt, še bolj pa na naše vode, kajti naši zanamci nam bodo izjemno hvaležni. Hvala vsem. Tako, spoštovane in spoštovani, prišli smo do tistega najpomembnejšega dejanja, svečanega prereza traku in simbolne predaje čistilne naprave v uporabo. K prerezu traku sedaj vabim gospoda ministra, magistra Dejana Židana, ter župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinčka. K prerezu pa naj pristopijo tudi in si svoj košček traku zagotovijo poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Mateja Pučnik, direktor javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magister Franc Dover in vodja centralne čistilne naprave Slovenske Konjice, gospa Špela Hlačer, ter predstavniki izvajalcev podjetij Hidroinženiring, SGP Pomgrad, Radog d.o.o. in Projekt d.d. Celoten projekt z naslovom Celovito urejanje porečja Dravinje, odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju porečja Dravinje in ga sestavljajo posamezni projekti. Izvedba projekta vključuje 3 faze, območja 6 občin, pri čemer je izgradnja čistilnih naprav v naši občini in v sosednji občini Zreče in izgradnja pripadajočih kanalizacijskih sistemov del 2. faze projekta. Namen projekta je bil izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na omenjenih 2 območjih, ki bo skladna s slovensko in evropsko zakonodajo, s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Partnerji v projektu so bili Občina Slovenske Konjice in Občina Zreče, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V Slovenskih Konjicah so tako nastali primarni kanali v skupni izmeri 9,6 km, 3 zadrževalni bazeni za razbremenjevanje padavinskih voda in 2 črpališči ter čistilna naprava v velikosti 14.500 populacijskih enot. Varovanje okolja in narave postajata iz dneva v dan pomembnejša. Naš planet predstavlja naše naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost pa naša prihodnost. Nova čistilna naprava in kanalizacija sta nedvomno prinesli boljšo kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu, veliko dobrega naredili za naš planet ter za trajnostni okoljevarstveni razvoj.